Lepo pozdravljeni. Zadnje tedne so vroča tema odpadki. Dolenjski odlagališči Leskovec pri Novem mestu in Globoko pri Trebnjem so namreč zaprli, ker nimata okoljevarstvenega dovoljenja. Prav tako tega dokumenta nima odlagališče Špaja dolina, ki pa za zdaj ostaja odprto. V Centru za ravnanje z odpadki Dolenjske so tako za en teden od sicer dveh napovedanih zaprli odlagališče Leskovec, na katerega odlagajo odpadke iz 15 dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin. Zato so se odločili na podlagi izdane inšpekcijske odločbe, ki zaradi nepridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja s 23. aprilom prepoveduje obratovanje odlagališča. Kot je povedal novomeški župan Alojzij Muhič, je težava predvsem v čistilni napravi. A če je po prvem izrednem sestanku vseh županov in župan povedal, da naj bi jo v 2 tednih uspeli urediti, lahko, ker imamo že v gradnji in bomo začasno kontejnersko čistilno napravo oziroma tisto napravo, ki se bo potem na kraj sam, ko bo zgrajen temelj, tudi namestila. Je po drugem izrednem sestanku povedal, da je bila ta napoved napačna, ker je osnovni pogoj, da mora biti predhodno zgrajena čistilna naprava, kajti sedanja čistilna naprava in prevoz odpadnih izcednih vod iz Cerovda na našo centralno čistilno napravo ni ustrezna in je prepovedana. Tako da mi smo računali na to, da bomo dobili dovoljenje kljub temu, ker mi čistimo izcedne vode, to da sedanja čistilna naprava, žal nova še ni v obratovanju, ne zadostuje parametrom, kot je po predpisih določen. Župani in županje so sicer sklenili, da bodo odpadke do pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja skladiščili na deponiji Leskovec. Pobirale svoje odpadki naprej, se balirali, se pravi zavijali ali v ustrezno obliko in skladiščili na ustrezno zavarovanem mestu, tako da ne bo ogrožalo okolje. Do avgusta imamo rok za izvedbo izgradnje čistilne naprave in takoj po monitoringu, to pomeni po analizah vseh izcednih vod, in če bodo ti vzorci ustrezni, bo možno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Gre za začasno skladiščenje odpadkov, ki jih imamo v skladu z uredbo o ravnanju z odpadki, tako da bomo poskrbeli, da ne bo nevarnosti za okolje. Bomo v tem času do izdaje OVD-ja poskrbeli tudi na naši deponiji, da bojo ti odpadki do tega časa varno skladiščeni. Mi bomo to skladiščili tako, da bomo tudi izcedne vode zajemali na telesu sklede odlagališča, da bomo jih primerno varovali, to pomeni špricali z seditivi in preprečevali prekomerno močenje. Po tem času pa jih bomo tudi predelili in ustrezno odložili. Sicer pa je jugovzhodna Slovenija po podatkih pristojnega ministrstva glede izbranih in odloženih komunalnih odpadkov med najslabšimi v Sloveniji. Odložijo jih namreč kar 82%, najboljše slovenske občine pa le še 30%. Pozivam občane na ločeno zbiranje odpadkov, ker ločeno zbiranje odpadkov je tudi eden od pogojev Ministrstva za okolje in prostor za v prihodnje in želim, da se držimo teh navodil in da ta navodila upoštevamo tudi v prihodnje. Okoljevarstveno dovoljenje bo pa pridobljeno takrat, ko bodo zagotovljeni vsi pogoji, tako strani Cerovda kot partneric v pogodbah. Za zaprtje odlagališča Globoko so se odločili tudi župani občin Trebnje, Mirna, Mokrovno-Trebelno in Šentrupert. Menili so namreč, da mora komunala Trebnje spoštovati odločbo pristojnega inšpektorata, ki je s 13. aprilom prepovedala obratovanje odlagališča. Po interventnem sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so se odločili, da bodo odpadke začeli voziti na odlagališče v Kočevje. Konkreten dogovor je bil, da se v roku 30 dni dopolni naša vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in da potem na ARSU v roku nadaljnjih 30 dni tudi to vlogo pregledajo in nekako do konca junija pridobimo okoljevarstveno dovoljenje, da se nadaljuje odlaganje na prvi etapi prve faze, kjer je prostora še najmanj do konca leta. Med drugim morajo poskrbeti za dodatno vrtino in dopolniti načrt ravnanja z odpadki, dodaja. Vse, kar je potrebno dopolniti, se zagotovo da dopolniti v roku 1 meseca in temu bomo tudi sledili. Sam sem pa tudi obljubil, da bom direktorju komunale Trebnje pri tem maksimalno pomagal in stal ob strani. Trebanjska komunala tako odpadke odvaža po ustaljenem urniku.
Pri tem občane opozarjajo, naj odpadke strogo ločujejo. Moramo se vsi skupaj zavedati, da na tak način izvajanje javne službe ne bo možno več. Dejansko bo potrebno striktno ločevati vse odpadke. Naši delavci bojo pred prevzemom te odpadke pregledali in ukolikor se ne bodo upoštevana navodila za striktno ločevanje, žal teh odpadkov ne bomo mogli prevzeti. Mislim pa, da bo skladno z občinsko zakonodajo v okviru svojih pristojnosti ukrepal tudi občinski inšpektorat. Ločeno zbranih frakcij in tiste, ki se predajo podjetjem, ki se s tem ukvarjajo, ta trenutek cirka 27%. Brez opozorila bomo tudi kaznovali, to se pravi za nespoštovanje odloka in za nepravo ločevanje odpadkov, tako da vse pozivam, da pravzaprav na izvoru ločujejo odpadke tako, kot je zahtevano, in pri tistih ljudeh, ki to ne bo, je prvi ukrep, da bodo te odpadki ne bodo pobrani, drugi ukrep pa, da bo inšpektor naložil kazen približno v višini 200 evrov. Enake poti, kot so jo drugje po jugovzhodni Sloveniji, pa ne namerava ubrati grosupeljska komunala. Še naprej bodo odlagali odpadke na deponijo Špaja dolina, čeprav že od leta 2009 nima okoljevarstvenega dovoljenja. Menijo namreč, da so kazni še vedno nižje od stroškov, ki bi jih imeli z vožnjo odpadkov na odlagališča s potrebnim dokumentom. Te kazni plačujemo iz sredstev podjetja. Bilo jih je pa lani za okrog 17 tisoč evrov, letos pa imamo že eno kazen za 11 tisoč evrov. Na Špajo dolino je vezanih 53 tisoč prebivalcev iz 6 občin, še letos pa naj bi se jim pridružila 7. Rigler sicer meni, da nepobiranje odpadkov ni prava pot. Mi smo izvajalci javne službe, poklicani, da to opravljamo, da odpadke od ljudi prevzemamo, odgovorni do te dejavnosti. Zato tudi, bi rekel, iz svojih sredstev plačujemo te kazni, ker so vseeno nižje, kot pa bi bili blazno visoki stroški z vožnjo drugam. Jaz mislim, da tukaj bo enkrat treba pogledati tudi na uporabnike, ali še zmorejo tako visoke stroške, in po mojem mnenju ne, zato pač mi izvajamo to dejavnost tako, da ljudje vendarle lahko še plačujejo in gledamo na čim nižje stroške. Pred kratkim jim je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki jim ni izdalo okoljevarstvenega dovoljenja. Zdaj so vlogo podali že 4. Tudi precej aktivnosti trenutno teče pri odpravi pomanjkljivosti, ki jih predvsem na izcednih vodah nekaj v Špaji dolini je. V drugi parametri pa mislim, da so primerni. Predvsem pa je v tej dolini še dovolj odlagalnega prostora in jaz upam, da bo Špaja dolina delovala ne samo do 2015, ampak tudi po letu 2015, ko ne bi se večina odlagališč zaprla. Za pridobitev dokumenta bo tako ključna izgradnja čistilne naprave ocenjena na $500 000 evrov. Mi bomo v začetku maja izdali javni razpis za čistilno napravo. Gre za dvostopenjsko reverzno osmozo kot nek najboljši način čiščenja in računamo, da bomo do jeseni tudi to čistilno napravo že vgradili. Na zaprtje odlagališč Globoko in Leskovec se je odzval pristojni minister Franc Bogovič. Prepričan je, da upravljavci odlagališč niso naredili svoje naloge. Ministrstvo pa je dolžno slediti napovedim tožb strani Evropske komisije, ker niso bili doseženi določeni parametri. Gre predvsem za odstotek ločeno zbranih odpadkov, izcedne vode in vpliv na podtalne vode, pojasnjuje. In na ta vprašanja morajo vsa ta odlagališča odgovoriti in žal so zopet nekateri čakali do zadnjega dne in pokažejo na problem takrat, ko ni več kam odložiti smeti. V Sloveniji je kar nekaj odlagališč, ki imajo potrebna dovoljenja, zato prostor za odpadke je, dodaja. Bili smo pa v tem jugovzhodni Sloveniji znani po tem, da smo v naše okolje sprejemali odpadke od drugod, mogoče tudi po nepotrebnem in neprimerno obdelane v času, ko je bilo potrebno. Mogoče bo se pa moral kdo danes potruditi in najti odpadke za kratek čas tudi iz naše regije v katerem drugem. Od upravljavcev odlagališč pričakuje, da čim prej postorijo, kar jim nalaga zakonodaja. Sedanja zakonodaja je takšna, da je tako za sortiranje kot odlaganje so odgovorne občine. Se nam pa na ministrstvu resno postavlja vprašanje, ali vse občine delajo tako, kot bi bilo potrebno. Zato so v operativni program vključili možnost, da tam, kjer občine teh težav ne znajo urediti, odlagališča podržavijo, poudarja minister. V Posavju je več kot 4500 registriranih brezposelnih oseb.
V regionalni razvojni agenciji Posavje so zato nedavno pripravili okroglo mizo o možnostih kmetijstva in turizma pri zagotavljanju novih delovnih mest. Kmetijstvo nudi vrsto priložnosti za zaposlovanje, je prepričan minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Naša osnovna skrb je, da dvignemo samooskrbo in zato tudi je tu cela vrsta priložnosti. Vidimo jih največ na področju zelenjadarstva. Prav tako je potreba po boljšem organiziranju prašičereje, kjer je potrebno tudi na ta način ohraniti predvsem delovna mesta in pa samo panogo. Sicer pa je na področju gozdarstva ocenjujemo cela vrsta priložnosti, ki jih je potrebno tudi z dobrim povezovanjem lastnikov gozdov. Tu bomo tudi pripravili določene ukrepe in tudi v teh dopolnilnih dejavnosti, kjer se z roko v roki povežeta osnovna kmetijska dejavnost, tako vinogradniška, sadjarska, govedorejska, prašičerejska s ponudbo na krožniku. In Slovenija je specifična dežela, zelo težko bomo mi v posameznih panogah konkurirali z velikimi količinami, naša priložnost pa je v dobri lokalni ponudbi in pa v visoki kvaliteti hrane, ki jo Slovenija zagotovo ima in tudi zelo še vedno neokrnjeni naravi, v kateri se ta hrana tudi predeluje. V regijah ne smejo čakati le na pomoč države, pomagati si morajo tudi sami, pa meni minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak. Ključno je, da usmislijo te, ki v regijah, v občinah delajo na razvoju, tiste razvojne perspektive, tiste niše, ki lahko ustvarjajo tako delovna mesta kot nenazadnje določene poslovne priložnosti, da se naslonijo na obstoječe gospodarstvo, da razvijajo tudi kaj novega in potem to pričakujejo podporo vlade oziroma pristojnih resorjev. To se mi zdi najpomembnejše. V Posavju smo vedno to prepoznali, že 10 let nazaj smo začeli promovirati ključne gospodarske panoge, to so energetika, to je logistika, to je turizem. Pripeljali smo visokošolske študije sem, imamo 3 fakultete, prav iz teh 3 področij imamo tudi močno razvito gospodarstvo iz teh 3 področij in tu vidimo tudi razvoj naprej. In danes se pa turizem še kako razvija z roko v roki tudi z kmetijstvom, z ponudbo domače, zdrave hrane, vina in to je tisto, kar lahko prinese kak evro v te kraje. Turizem je najhitreje rastoči gospodarski sektor. V zadnjih 6 letih se je obseg priliva iz turizma 2-krat povečal. Se pa na tem področju v prihodnje obetajo spremembe, saj jo pripravi nova strategija. Predvsem bo poudarek na trženju, se pravi manj v investicije. V preteklosti smo res ogromno vlagali, skoraj milijardo evrov v 200 hotelov, ne vem koliko wellness centrov. Zdaj pa poudarek na trženju, na distribuciji, na letalskih povezavah in to je tisto, kar ta trenutek potrebujemo, se pravi čim več turistov v Slovenijo. Imamo segmentacijo narejeno, v bistvu od primarnih trgov Italija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, preko sekundarnih, ki so zopet bolj evropsko obarvani, pa velik poudarek bo pa na čezoceanske povezave, se pravi od Kitajske, Japonske, tudi Rusijo sem prej pozabil omeniti. Turisti iz teh držav so seveda potencial za prihodnost. Na okrogli mizi v Gadovi peči so sicer med drugim izpostavili pomembnost povezovanja ne le lokalnih območij, ampak tudi različnih panog povezanih s kmetijstvom, predvsem vinogradništvom. V pripravi pa je tudi program Razvoj podeželja, v katerega se bo lahko vključevala širša množica ljudi. Zdaj pa v slovensko prestolnico. V zavarovalnici Tilija s sedežem v Novem mestu se veselijo novih poslovnih prostorov regijskega predstavništva, ki so jih pred dnevi uradno odprli v poslovni stavbi Rotonda na Dunajski cesti. Hkrati veliko pričakujejo od novega zavarovalniškega produkta, sicer novosti na slovenskem zavarovalniškem trgu na področju avtomobilskih zavarovanj. Tilija se je v nove prostore v poslovni stavbi na Dunajski preselila iz Celovške ceste, saj je bila tamkajšnja stavba z organizacijskega vidika neprimerna. Drugo pa ta stroškovna učinkovitost. Tamle smo mi par tisoč evrov davali za ogrevanje čez zimo, ker je bilo pač pavšalno, smo plačevali pavšal, tako da v bistvu smo se selimo sem na nekoliko, ali pa rekel, na iste prostore po kvadraturi, to je 600 kvadratnih metrov za pisarn, potem pa še od spodaj so še šalteri in stroškovno, rekel, sam najem, ker
govorimo o najemu. Najem bo tukaj sicer nekoliko dražji, vendar bomo na stroškovnem delu toliko prišparali, da bomo še vedno, bom rekel, se nam še vedno to splača. Tilija ima v Sloveniji 13 predstavništev, v največjem v Ljubljani pa je zaposlenih približno 40 ljudi. Imamo pravzaprav škodno službo zelo močno, tudi zastopniška mreža je kar močna, komercialna mreža je zelo močna, nenazadnje se lahko pohvalimo, da imamo v Ljubljani tudi največjega zavarovanca, to je Mestna občina Ljubljana, z zajetnim kolačem premije, ki jo dobimo pri njih. Tilija je na slovenskem zavarovalniškem trgu na 4. mestu. In če bi kompozitne zavarovalnice šteli, je tržni delež Tilije zdaj tudi v teh zadnjem obdobju zrastel že preko 5%. In kakšne so njihove ambicije na slovenskem trgu? Nam je Dolenjska zelo pomembna in Tilija, želim poudariti, bo ostala Dolenjska zavarovalnica s sedežem v Novem mestu. Tu ne bo nobenih sprememb in za nas je še vedno Dolenjska zelo pomemben trg. Tam seveda, bi rekel, po deležu zberemo največ premije še vedno na Dolenjskem. Vendar po predstavništvih, pravim, je pa Ljubljana ta trenutek prehitela ostala predstavništva. Dejstvo je, da je največji potencial v Ljubljani, tako da tu veliko vlagamo in tudi preselitev v te nove prostore, ki so zgodila danes, je en dokaz temu, da ta potencial Ljubljane želimo še boljše izkoristiti. V Mariboru smo se preselili v nove prostore pred kakim mesecem. Tudi Maribor ocenjujemo kot zelo perspektivno in bom rekel velik potencial Maribora. Družba je bila lani uspešna. Premije lani smo zbrali 79 milijonov 158 tisoč evrov, to je 7,2% narast glede na leto 2010. Trg je rastel oziroma je padel, slovenski zavarovalni trg, premija je padla za 0,1%, kar je sicer malo, ampak torej z tega stališča je naša rast še toliko bolj pomembna. Družba je sicer leto 2011 sklenila z dobičkom v višini 2,3 milijona evrov, ki je bil za 52% višji kot v letu 2010. Dobro kaže tudi letos. Prvo trimesečje tega leta beležimo 27 milijonov evrov premije, kar je 11% več kot v istem obdobju lani. Tudi škode so, lep trend padanja škod imamo, tako da je posledica vsega tega tudi dobiček, ki je za mene kar presenetljivo velik. Lahko rečem, da je takšen, kot je bil lani celoleten, ga zdaj beležimo že v prvih 3 mesecih tega leta. Seveda ne pričakujemo takšnega trenda do konca leta. Računajo, da bo dobiček konec leta presegel 3 milijone evrov, dodaja Kavšek. Novomeška zavarovalnica, ki je že prerasla regionalne okvire, je v minulih letih beležila vzpone in padce. Rast je bila vedno nad povprečjem trga. Vendar v zavarovalništvu se je pokazalo, tudi pri nas, pa tudi v teoriji je, da če je rast prevelika, je potem se ti kup problemov nabere, od stroškovne neučinkovitosti do vsega. Tako da tu mi smo čez te otroške bolezni šli, smo jih tudi po moji oceni uspešno premagali, čeprav smo imeli tudi, bom rekel, kar težkih trenutkov in težkega dela, da smo prvič sami sebe prepričali, potem pa tudi nadzornike in ostale, da so stvari, ki jih počnemo, dobre. Poslovanje v letih 2010 in 2011 je bilo zelo dobro. Zdaj žanjemo, kar smo v letu 2009 začeli sejati, poudarja Kavšek. Tilija je sicer članica skupine Sava Re. Zelo smo zadovoljni z razvojem zavarovalnice Tilije v zadnjih letih, tako da resnično je že pokazala, da je postala ena od prepoznavnejših zavarovalnic v Sloveniji. Ob tem, da je v preteklosti bila prepoznavna predvsem bolj regionalno, zdaj pa je dejansko vse slovensko prepoznavna zavarovalnica. Dodatno pa imamo ambicije, da Tilija podpira tudi razvoj naše zavarovalniške skupine na Balkanu. Pričakovanja novomeške zavarovalnice so med drugim usmerjena v nov zavarovalniški produkt Moj avto na kilometer, ki so ga premierno predstavili ob odprtju novih prostorov ljubljanskega predstavništva. Ideja pravzaprav ni naša. Sistem, torej tako imenovani PSU Drive, plače po kilometru, obstaja v tujini v praktično v več evropskih državah, ZDA, Kanadi, Avstraliji. Je pa novost na slovenskem trgu in v tem delu morda Evrope. Nov produkt so razvijali leto in pol, pravi Dolenc. Soočali so se predvsem s težavo, kako meriti prevožene kilometre.
En način, en kanal, preko katerega lahko to delamo, je tale mobilna aplikacija preko pametnih telefonov. Drug način je pa v bistvu tale škatlica, ki se vgradi v avto in potem ta škatlica sama pošilja podatke o prevoženih kilometrih, na podlagi katerega potem se lahko obračunava premija. V podjetju In2 so izdelali mobilno aplikacijo v podporo novemu produktu, ki omogoča, da naredite informativne izračune, omogoča, da slikate števec, spremljate porabo vsega tega in dobite obvestila strani zavarovalnice, koliko je obračunano premije in koliko imate prevoženih kilometrov v dobrem pri zavarovalnici. Gre za to, da opažamo, da je korelacija med škodno pogostostjo in pa številom prevoženih kilometrov bistveno močnejša kot pa korelacija med kilovati, torej med močjo motorja in pa škodno pogostostjo. Gre pravzaprav v bistvu za drugačen način obračuna premije zavarovalne. To pomeni, prej si ti plačal premijo v odvisnosti tega, kako močno vozilo imaš, po našem sistemu boš pa plačal predvsem glede na to, koliko kilometrov prevoziš. Tržni potencial za nov produkt na zavarovalnici Tilia ocenjujejo na približno 200 tisoč vozil. Predvsem pa ciljajo na voznike, ki prevozijo manj kilometrov, ki imajo drugi avtomobil v družini, upokojence, nedeljske voznike, skratka vse, ki vozijo malo. Zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja plača minimalno depozitno premijo, ki se začne pri 66 evrih. V to premijo je vključeno že 1000 kilometrov. Ko na vsake 2 meseca, torej ga bo aplikacija opozorila, da naj poslika števec in na osnovi teh podatkov, torej na osnovi prevoženih kilometrov, bomo dodatno obračunali premijo, kolikor bo potrebno. V Tiliji so prepričani, da z novim produktom, katerega prodaja steče v tem mesecu, prihajajo na trg v pravem času. Konkurenca na slovenskem, zelo razvitem zavarovalniškem trgu je namreč zelo ostra. Novomeška infotehna skupina kljub gospodarski krizi uspešno osvaja nove trge. Svoje poslovanje je po prodoru na ameriški trg v minulih mesecih razširila še v Gruzijo, Indonezijo in Izrael. Lani pa je uspešno sklenila večletni prodajni cikel in podpisala prvo pogodbo z največjim svetovnim proizvajalcem generičnih zdravil, izraelsko Tevo. Po uspešno končanem prvem skupnem projektu so se v Tevi odločili, da potrdijo Infotehno kot svojega globalnega partnerja. Pred več kot 100 leti ustanovljena multinacionalka je lani ustvarila več kot 18 milijard dolarjev prihodkov in ima največ registriranih zdravil na evropskem trgu. Teva je naše prednosti spoznala skozi izkušnje podjetij, ki jih ima na Hrvaškem in Nemčiji, ker sta Pliva in Ratiofarm že več kot 10 let naša partnerja. In seveda to je za nas velik uspeh, ampak to ni uspeh posameznika tukaj, ampak je rezultat dela skozi zadnjih nekaj let vseh zaposlenih v Infotehni. V Infotehni sicer s svojimi informacijskimi rešitvami pomagajo farmacevtskim podjetjem in agencijam za zdravila temeljito urediti poslovne procese ter dokumentacijo. Učinkovito obvladovanje te je za farmacevte ključno. Dolenci, ki imajo hčerinska podjetja tudi na Hrvaškem, v Nemčiji in ZDA, so v Tevi že decembra začeli implementirati novo rešitev. Z njeno pomočjo bodo uporabniki po vsem svetu najpozneje 2. julija letos, ko začne veljati nova evropska uredba o poročanju o medicinskih produktih, informacije o teh regulatornim ustanovam pošiljali v skladu z navodili nove zakonodaje. Njihovi tekmeci pri poslu s Tevo so bili močni. Seveda mi delamo na globalnem trgu in tekmujemo na globalnem trgu. Konkurenca sta bile velike, globalne, ameriške, mednarodne firme, ki so v primerjavi z Infotehno veliko nadmočne. Glavni trg Infotehne je visoko regulirana industrija. Njihove rešitve uporabljajo farmacevtska podjetja ter agencije za nadzor nad zdravili in medicinskimi pripomočki v več kot 20 državah po vsem svetu. Lani so v primerjavi z letom 2010 okrepili poslovanje in rasli. V tem letu planiramo še rast za 50%, rast prodaje za 50%. Kar se tiče rezultata v prvem kvartalu, v primerjavi z lanskim letom, smo imeli rast za več kot 60%. Pred nami je že veliko dela v tem letu na področju prodaje, ampak če bi sodili po pregovoru, po jutru se dan pozna, potem lahko pričakujemo zelo uspešno leto. Če so lani zabeležili prodajo v višini 3,3 milijona evrov, pa je njihov letošnji cilj 4,4 milijona, dodaja pa Čelat.
Vlaganja v prodaju na nemškem trgu, vlaganja v prodaju na ameriškem trgu. Cilj je povečati naš delež tamo, pa aktivni bomo tudi na drugih tujih trgih. Kar se tiče znanja in kompetenc, ker prodaja ni zmeraj najbolj pomembna. Mi mislimo v Infotehni, da so tudi znanja in kompetence enakovredni v primerjavi s prodajo in tudi tukaj veliko vlagamo in tudi na tem področju v tem letu smo si postavili visoke cilje. Infotehna je na trgu dobrih 20 let. Danes ima podružnico na Hrvaškem, hčerinski podjetji v Nemčiji in Ameriki ter številna predstavništva po vsem svetu. In kako je, denimo, poslovati na velikem in zahtevnem ameriškem trgu? Lani smo sklenili prvi posel in dejstvo je, da je tamo malo drugače, kot je to v Evropi ali tudi v Aziji. In zdaj pripravljamo nova vlaganja na tem trgu, da bi se bolj prilagodili domačim zahtevama in domači praksi. Infotehna je sicer bronasta slovenska gazela leta 2006, zmagovalec evropskih nagrad za odličnost v informacijskih tehnologijah in prejemnik številnih nagrad za inovativnost. S svojimi hčerinskimi podjetji je tudi nosilec certifikata Družini prijazno podjetje. Z uspešno poslovno zgodbo Infotehne pa tudi končujemo prvomajsko oddajo z gospodarskimi vsebinami. Če ste jih zamudili, si jih lahko ogledate na naši spletni strani vaskanal.com, sicer pa vabljeni v našo družbo vnovič čez teden dni. Dotlej, lep pozdrav!